Mislim, da podjetnik v resnici ne ve vsakič, kje je, in kam mora iti, ampak da je treba na vse načine se truditi, testirati, tudi mogoče že kakšne poti, ki so že uveljavljene, je treba kršiti, je treba drugače narediti. In jaz mislim, da ni tiste zmagovalne formule, tiste ustaljene poti, po kateri je treba iti, ampak da je treba res, če hočeš narediti inovacijo, drugačen izdelek, to tudi vse te norme kršiti in probati narediti enostavno drugače, ali to izdelek drugače narediti, ali pa storitev, in tudi velikokrat je treba glih zaradi tega drugačno pot ubrati, in tudi kot podjetnik si velikokrat vmes zbegan. Če povem svojo izkušnjo, lahko sem sredi dneva zelo dobre volje, na koncu dneva slabe volje in obratno, tako da so zelo veliko ups and downsov na celotni poti in velikokrat se boste počutili zmedene, velikokrat ne boste vedeli, kje je tudi, ampak treba je pa, najbolj pomemben je pa ta na koncu cilj, ki ga slediš, da do cilja prideš. In ta vizija je na tej poti zelo pomembna, čeprav si velikokrat vmes pa popolnoma izgubljen in v resnici res ne veš, kam greš, ampak treba je slediti cilju, svojim sanjam. To je to. Za vse mlade podjetnike, novo nastale podjetnike, bodoče podjetnike je pomembno, da imajo načrt, se pravi sistematično si določiti plan, akcijski načrt, kako bo razvijal svojo vizijo in svoj končni izdelek, zato da bo prišel do prodajnega izdelka, in ne samo do prodajnega izdelka, ampak do prodajnih linij. In zato smo mentorji tisti, ki poskušamo fokusirati mlade oziroma nove podjetnike v to, da ne izgubijo rdečo nit skozi proces razvoja podjetja. Načeloma je planiranje zelo pomembno, ne. Načeloma v startup fazi je zelo težko dojemati vse te neke nepredvidljive spremenljivke, ne, ampak če se zelo dobro razmisli, boš bolje usmerjen. In če boš bolje usmerjen, boš malce lažje kontroliral situacijo in se lahko tudi bolje obračal konec koncev. Ker to, da planiraš, pomeni, da razmišljaš o zadevah, ne, da eliminiraš mogoče zadeve, ki so nepomembne in za katere ni potrebno zapravljati čas in energijo, ne. Tako da čim bolj planirati, ne se zdaj preveč držati zadev, ker še vedno si v nekem svetu, ki ni tako mogoče organiziran kot velika podjetja, ne, ki imajo procese zelo jasno definirane. Ti si nekje vmes, se pravi, moraš priti iz totalnega kaosa v malo manjši kaos in eventualno v zelo dobro delujočo organizacijo, ne. To se pa ne more zgoditi kar tako in ne moreš od štarta vedeti vsak korak. Zelo ključno. Mislim pa, da je kombinacija, ki se v tem okviru tega projekta mladi z izredno zanimivimi idejami in mi malo starejši, ki smo prehodili že neko pot in imamo izkušnje, lahko zelo dobra, če se ujamemo. In danes sem videl, da smo se dobro odločili. Gremo po dobri poti. Mislim, da jim mentorji lahko nastavimo primerne kontrolne točke in da jim nastavljamo ogledalo pri podjetniških idejah, takrat, ko niso samo teorija, ampak enostavno izkušnje, ker smo to pot mi že enkrat prehodili.